Sedaj o toploti že nekaj vemo. Vemo, da toplota vedno potuje iz telesa z višjo temperaturo na telo z nižjo temperaturo, da je v bistvu toplota prenos energije, če je recimo tukaj 50 stopinj Celzija, pa tukaj 10 stopinj Celzija, bo toplota prehajala v tej smeri. No, naslednje vprašanje, ki si ga zastavljamo, pa je, kako se toplota prenaša. Če pogledamo, kako lahko skavtje kuhajo, vemo, da lahko uporabijo posodo, ampak to posodo vedno dajo nad ognjem, nikoli nekje ob strani ognja. Zakaj? Zato, ker vejo, da se toplota dviga v zrak. Vejo tudi, da lahko različne stvari na ognju pečejo s pomočjo lesenih palic. Nihče nikoli ne peče s pomočjo kovinske palice. Zakaj ne? Ker če bi uporabili kovinsko palico in se z njo dotaknili ognja, bi toplota zelo hitro prešla tudi do njihovih rok in bi se opekli. Zato uporabimo lesene palice, ki so toplotni izolator. Vemo pa tudi, da so otroci lahko okoli ognja in v vsakem primeru bo toplota prišla do njih. Tudi če niso nad ognjem, tam je najbolj vroče, tam kuhamo. Lahko so tudi okoli ognja, ogenj se jih ne dotika, pa vendar jim je toplo. Prvi način je prevajanje toplote z neposrednim dotikom, stojko rečemo temu tudi kondukcija. Lahko se samo z hladno roko dotaknemo nekoga, ki ima toplo roko in že vidimo, kako toplota prehaja v našo roko. Lahko se z rokami dotaknemo radiatorja in naše roke postanejo tople. Lahko damo tudi posodo na štedilnik, ker je plošča topla, se dotika lonec te plošče in zato toplota z dotikom prehaja tudi v lonec. Neposredni dotik ali kondukcija. Zaradi kondukcije je tudi zelo pomembno, kakšni so ročaji posod. Mi vemo, da če so ti ročaji kovinski, da moramo paziti, da jih ne primemo neposredno z roko, ampak moramo uporabiti kakšno prijemalko. Lahko pa so ti iz kakšnega materiala, kot je plastika ali leseni ročaji, ki toplote ne prenašajo in zaradi tega potem lahko mi ročaj primemo. Hkrati pa je pri kuhanju zelo pomembna tudi konvekcija. Konvekcija je pojav, ko se toplota dviga v zrak. Molekule zraka, recimo lahko jih tukaj na ognju narišemo, ki so precej skupaj. Ampak, ko se ogenj dotakne teh molekul zraka, se te molekule zraka grejo bolj narazen, povečajo prostornino in zaradi tega se njihova gostota zmanjša, se gostota zraka zmanjša. In če se gostota zraka zmanjša, pomeni, da je zrak redkejši in zaradi tega se začne topel zrak vedno dvigovati gor. Če damo mi v lonček mleka, recimo greti v mikrovalovno pečico, ko bomo segrevali, vemo, da se segreva iz vseh strani, ampak vedno bo zgornja plast dosti bolj topla kot spodnja plast. Zakaj? Zato, ker zaradi konvekcije toplota gre gor. Konvekcijo izkoriščamo tudi pri ogrevanju stanovanj. Ko imamo radiator, radiator je toplo telo, zato oddaja toploto v okolico in sicer se zaradi konvekcije topel zrak dviga. Topel zrak prežene hladen zrak dol. Zdaj, hladen zrak je tudi gostejši, zato gre v nižje plasti. Posledica tega je, da nas tukaj pri tleh, recimo tam imamo ponavadi noge, zebe, medtem ko je zgoraj prijetno toplo. Če si predstavljamo, da imamo tukaj nek pograd postavljen, bo tisti, ki bo spal vzgori, višje kot bo, bolj mu bo toplo. Tisti, ki bo spal nižje, mu bo hladno. Če bo nekdo stal prav na tleh, ga bo zeblo. Zato pozimi ne spimo na tleh, medtem ko poleti s tem ni težav. Konvekcija torej poskrbi, da se topel zrak dviguje v ozračje. Čez dan sonce zelo dobro segreje zemljo. Zemlja se segreje dosti hitreje kot voda, kar pomeni, da bo imela recimo zemlja, 30 stopinj, medtem ko bo imel
imelo morje 27 stopinj Celzija. Ker je kopno bolj ogreto kot morje, bo zaradi tega tukaj toplota, od tukaj se bo topel zrak dvigoval in pregnal hladen zrak tja, kjer je temperatura manjša. Zato pihajo poleti vetrovi iz kopnega proti morju. Ponoči se kopno ohladi, recimo ima temperaturo 20 stopinj Celzija, medtem ko morje se ne ohladi tako hitro, pravimo, da je morje kot nekakšen toploten rezervoar. To pomeni, da je zdaj ponoči morje toplejše kot kopno, zato se bo v tem trenutku tukaj bo toplota prehajala iz treh strani sem, zopet s konvekcijo topel zrak gor, ki prežene hladen zrak. In vetrovi ponoči pihajo od morja proti kopnemu. Glavna razlika med kondukcijo in konvekcijo je to, da se pri kondukciji tisto, kar ogrevamo, neposredno dotika vira toplote, medtem ko pri konvekciji imamo vir toplote, ta segreje zrak, topel zrak se dviga in zato pride tudi do različnih predmetov in tako tudi te predmete potem ogreje. Zaradi konvekcije se tudi pojavljajo v bistvu oblaki in vse te stvari, namreč Zemlja je segreta, ogreva zrak in zrak se dviguje skupaj z vodno paro gor in potem nekje višje, kjer je hladneje, te vodne kapljice kondenzirajo in nastanejo oblaki. Zakaj se pa sploh Zemlja segreje? Krivo je seveda Sonce. Ampak kako pride toplota iz Sonca do Zemlje? Z dotikom ne more priti, ker mi vemo, da imamo v vesolju med Soncem in med Zemljo prazen prostor, ničesar ni. Torej na dotik ne more priti do nas. Tudi s konvekcijo ne more priti, ker tukaj vmes ni zraka, da bi se dvigoval. Obstaja še tretji način prenosa energije, to je z sevanjem. Sonce seva, vsa topla telesa sevajo. Sonce seva vse strani, zato se Zemlja ogreje. To je naš tretji način prenosa energije, se pravi kondukcija, konvekcija in sevanje. Tako imamo torej 3 prenose energije in če se vrnemo prvotni sliki, torej ognju, vidimo, da iz ognja lahko do nas prihaja toplota s pomočjo kondukcije, recimo po kakšni palici. Potem druga možnost je, da se s toploto grejemo nad ognjem ali pa kuhamo nad ognjem. To pomeni, da se topel zrak dviguje, to je konvekcija. Lahko pa stojimo tudi nekje ob strani, kjer ne pride toplota do nas zaradi konvekcije z dvigovanjem, ampak enostavno z sevanjem v vse strani. Kondukcija, konvekcija in sevanje.